Spoštovani gledalci in cenjene gledalke. Dobrodošli v novoletni oddaji Spletne TV. Staro leto se počasi poslavlja in bliža se najdaljša noč v letu, ki ji pravimo Silvestrovo, ko se poslavljamo od starega leta in začenjamo novo. Pred novim letom prijateljem, svojcem, znancem pošljemo lepa, raznolika in pisana voščila. Tako mi je všeč, ko odprem poštni nabiralnik in vidim ovojnico naslovljeno name. V ovojnici pa čudovito ročno izdelano voščilnico. O čem govoriš? Ročno izdelano? Da, ročno izdelano. Ti raje pokažem, kako člani dnevnega centra Društva gluhih in naglušnih Ljubljana izdelujejo voščilnice. Potem boš razumel, o čem ti govorim. V redu, pa mi pokaži.
Res zanimive voščilnice so nastale z njihovimi rokami. Še posebej, ko lepe misli ali želje napišejo v voščilnice. Veš za kakšno lepo voščilo? Veliko vrst misli in voščil je. Eno mi je posebno pri srcu. Novo leto je nov list v knjigi časa, bel in čist, nanj ti pišem svoje želje, mir, ljubezen in veselje. Mogoče veš, da po vsem svetu različno praznujejo novo leto. Pri nas ga obeležujemo na začetku novega koledarskega leta. Pravoslavci pa praznujejo novo leto 14. januarja po julijanskem koledarju. Muslimansko novo leto se začne ob sončnem zahodu 30. januarja. Zdaj pa poglejva v Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, kjer bodo pripravili nekaj zdravega, presnega in vitaminskega za silvestrsko večerjo. Lep pozdrav vsem skupaj. Danes bomo pripravili dve različne mešane solati. Ker večkrat, ko kuhamo na žlico, danes bomo pa pripravili nekaj bolj zdravega, bolj pestrega, brez mesa. Ker za novoletne praznike in božične bomo veliko mesa pojedli, tako da bomo danes solato pripravili bolj zdravo. Lahko solato tudi zraven kakšnega mesa dodamo ali kakšnega krompirčka, ampak načeloma bomo danes samo dodali še mocarelo. Tako da dober tek. Proslavo, če pogledate zdaj, ko liste lahko 1, 2 ali 3 nadevate in skupaj jih zvijete kot papirček in režete na približno pol centimetra rezance. Potem prav tako radič, več listov, skupaj zvijemo in prav tako zrežemo na pol centimetre rezance. Prav tako nadaljujemo z endivijo, več listov lahko damo skupaj, zvijemo in režemo na rezance. Nič vmes ne prerežemo.
Potem redkvico narežemo na tanko na kolobarčke. Potem dodamo malo rukole v celem, nič ne režemo, ker je zelo občutljiva. Zdaj pa jabolko olupano na tanke lističe narežemo. Zdaj bomo dodali bučno olje malo. Če želite, da bučno olje čim bolj ostane na solati, vedno ga samo zmešati, že preden date sol pa kis, ker večina olja potem ostane na skledi, tole pa bo ostalo kar na solati. Dodamo še kis pa sol, katera je noter raztopljena, ker veliko bolj se prepoji sestavine. In rahlo premešamo. Za dekoracijo dodamo še češnji paradižnik, narezan za pol, in še mocarelo. Dodamo še mocarelo nareženo na tanka 2 mm približno. Zdaj bomo pripravili še drugo solato. Zelje narežemo na res čist tanko, koliko je mogoče. Povej, Milano, kako je to močno. Zdaj narežemo por na kolobarje tudi čim bolj tanko. Potem pa lahko jaja. Ok, super. Potem dodamo fižolo. Potem narežemo rdečo papriko tudi na rezance, enih 2 mm širine. Zdaj ne bojo mogli, ker jaz malo ribiš. Zdaj bomo še korenček naribali. Papriko še ne vem, če je, da bi malo dala v to, ko bojo snimali. Je točno. Tej solati ne dodavamo bučno olje, no belo olje. Potem dodamo mleto kumino. Poper. In še kis, pa olje skupaj. Kis pa sol, se opravičujem. Zmešamo.
Vilce ji moram dati. Ne rabijo celi kos narezati, samo polovičko. Namen teh delavnic je že dalj časa izvajamo, da pomagamo socialno ogroženim, da pojejo kakšen topel obrok. Ker pa večinoma kuhamo na žlico, smo se zdaj odločili za bolj zdravi obrok solato. Za Božič in novo leto večinoma pojemo veliko mesa, sladkarij in ostalega, tako da mi se zdi, da je solata ena zdrava jed, katero bi predlagala vsakemu za počiti malo organizem. Res odlična zamisel. Bolj zdravo in po vrhu še lahko. Tudi sam bom pripravil takšno večerjo. Pa še prenajedel se ne boš. In v novem letu se boš zbudil z lahkim želodcem. Zdaj pa poglejmo v Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, kjer dijaki, učenci in otroci vsako leto decembra pripravijo tradicionalni božično-novoletni sejem, na katerem se predstavijo s svojimi izdelki. Tam smo se oglasili tudi mi in videli, da je sejem obiskalo ogromno ljudi in da je bilo zanimanje za izdelke izredno.
Danes smo na tradicionalnem božično-novoletnem sejmu. Praktično vsako leto pripravljajo iz vrtca otroci, osnovne šole, srednje šole, dijaki, različne izdelke, ki nam razveselijo mračne novembrsko-decembrske dni. Izdelki so različni, od najmlajših, ki poskušajo s prstki, se pravi primerno njihovi starosti, do zelo zahtevnih, bom rekla, mizarsko-kovinarskih izdelkov in grafičnih, kjer se nakazuje oziroma kažejo praktični izdelki, ki jih potrebujejo učenci znanje za svoj poklic. Lepo. Ali veste, da se perzijsko novo leto začne na spomladansko enakonočje, praznujejo pa ga že vsaj 3000 let? Tako ga praznujejo tudi v Iranu, Turčiji, Iraku, Afganistanu, Indiji, Pakistanu in drugih državah Srednje Azije. Na Kitajskem poleg našega novega leta, 1. januarja, praznujejo še svoje tradicionalno novo leto s tradicionalnim zmajevim pohodom, in sicer začetek februarja na prvo polno luno. Na ta dan na vrata obesijo trakove z rdečimi napisi, saj naj bi odvračali zle duhove. Očistijo hišo in se družijo s prijatelji, darujejo prednikom in bogovom ter prižigajo rakete.
Povej mi, kje boš praznovala novo leto? Ne vem še. Odločila se bom tik pred zdajci. Kaj pa ti? Po vsej verjetnosti grem smučat na Pohorje. Tam je prekrasno, imajo prekrasen razgled in ko ura odbije polnoč, na vrhu vidiš vse ognjemete v mestu. Res je prekrasno in to bom ponovil. Poglejmo si anketo članov podružnice Ptuj in društva Auris Kranj, v katerim so nam razkrili, kje bodo pričakali novo leto. Sicer je ponudb za silvestrovanje na pretek. Novo leto lahko pričakate v termah, na prostem v mestu, ob obali, v tujini ali doma v krogu družine in prijateljev. Vsak si pred novim letom začrta kakšne želje ali cilje, ki bi jih rad izpolnil v novem letu. Poglejmo, kaj so o svojih povedali člani društva Auris Kranj.
Koliko različnih želja in ciljev imamo? Res je, ne smemo pa pozabiti, da sami ustvarjamo svojo srečo in veselje. Če najdemo notranji mir, bo vse, kar je lepega, prišlo k nam. Če verjamemo v pozitivne stvari, se nam bodo dogajale same pozitivne stvari. Robi, mislim, da je čas, da gledalcem in gledalkam za konec povemo še nekaj želja. Pa dajva. Pred vrati je novo leto. Kaj podariti? Podarimo si najdragocenejše darilo – čas. S toplino iskrene človeške bližine. Brezskrbno ga preživimo z ljudmi, ki jih imamo radi, s hvaležnostjo, lepo besedo in iskrenim nasmehom. Ta darila grejejo srce vse dni. Srečno novo leto!
Hvala.